Dober dan. Vesel sem, da je bil včeraj oziroma danes ponoči dosežen napredek in da obstaja dokaj realno upanje, da danes ali jutri dosežemo končni dogovor tako glede večletnega finančnega okvira Evropske unije kot glede naslednje generacije oziroma sklada za okrevanje. Ostaja še nekaj odprtih vprašanj, ki se še dogovarjajo, kljub temu pa lahko rečem, da se je veliko stališč zbližalo. Za Slovenijo je pomembno oboje, tako da je dovolj sredstev za alokacijo po celotni Evropski uniji, kot da je tudi alokacija teh sredstev za nacionalna alokacija teh sredstev za Slovenijo primerna. Pravzaprav je oboje enako pomembno, kajti slovensko gospodarstvo je močno vpeto v skupni evropski trg. Glede na naš prispevek imamo tudi nadpovprečne koristi od tega trga in vse, kar se tukaj dogaja, ves denar, ki je investiran v katerikoli evropski državi oziroma državi članici Evropske unije, s katero naše gospodarstvo sodeluje, je hkrati tudi investicija v naš napredek in razvoj. Z tega vidika se pač borimo za oboje, tako za zadosten obseg sredstev nasploh na evropski ravni, za ugodno razmerje med subvencijami in med posojili in seveda tudi za ustrezno alokacijo in čim bolj ugodne odgovore na konkretne dileme, ki jih ima Slovenija glede na delitev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in na ostalo vprašanje oziroma dileme, ki jih želimo nasloviti oziroma rešiti tudi s pomočjo evropskih sredstev. Potekajo razprave tudi o drugih vprašanjih, o tem, kako še dodatno zagotoviti, da bodo evropska sredstva porabljena v skladu z kriteriji, v skladu z obvezami posamičnih držav in v skladu s skupnimi dogovori na ravni Evropske unije. V zvezi s tem poteka tudi razprava o vladavini prava, kaj to sploh je, in obstaja pravzaprav soglasje o tem, da je vladavina prava eden od temeljev, na katerem stoji celotna Evropska unija, da to v nobenem primeru ni vezano zgolj za porabo oziroma za investiranje evropskih sredstev, da je to temeljno vprašanje, da je vladavina prava pravzaprav eden od razlogov, zaradi katerih je Evropska unija nastala. V našem konkretnem primeru je eden od razlogov, zaradi katerega smo se sploh vključili v Evropsko unijo. Vladavina prava garantira oziroma bi morala zagotavljati enake vatle za vse in s tem tudi temelj svobode posameznika in normalnega razvoja tako posameznika kot države. Svoboda, vladavina prava pomeni, da institucije ravnajo do vseh enako, vladavina prava pomeni, da so sodišča nepristranska, vladavina prava pomeni, da se ne krade volitev ali pa mandatov, vladavina prava pomeni, da v Evropski uniji ne more biti političnih ali pa ne sme biti političnih zapornikov. Vladavina prava je tudi to, da nima samo ena politična stran v rokah vseh medijev in vladavina prava je nenazadnje tudi to, da se evropska sredstva pa tudi davkoplačevalska sredstva v vsaki katerikoli državi članici porabljajo za blaginjo tistih, ki ta sredstva prispevajo. Da recimo, če namenimo na desetine milijonov za izboljšanje oskrbe starejših, da ta sredstva gredo v izgradnjo domov za ostarele, ne pa da se 70 milijonov recimo nameni za študije, za razne prijateljske zveze ali za tako imenovane nevladne organizacije, ki od tega pravzaprav živijo. Tako da tudi ta razprava v zvezi z vladavino prava, ki se je odvijala ob robu pogajanj v zvezi z alokacijo in obsegom sredstev tako v večletnem finančnem okviru kot v skladu za okrevanje, je bila izjemno koristna, razčistilo se je marsikaj tudi za nazaj in odslej naprej bo tudi bistveno težje graditi neko dnevno politiko na podlagi tega pojma. Hvala lepa.